Živijo, dober dan, naprej bolje. Ste v redu? Vsi ste nasmejani? Dobra predavanja, ne? Se bo malca tudi malo verjetena, ne, Ana? Ampak do takrat bomo še kaj naredila, ne? Na začetku bom samo toliko povedal, prosim, z Antonijo sva dogovorila, ker so vplivi okoljski, močno čezmejni in ker prihaja iz Hrvaške, da bo poskušala pogovor spraviti čez na ta način. Jaz bom probil kaj povedati po slovensko, mogoče se bom naučil kaj hrvaškega po poti, Antonija bo prijazna, pa bo odgovarjala v hrvaščini. Sicer bomo skozi skakali iz angleščine gor dol, tako da če že CO2 pride iz ene države v drugo po zraku, ne, pa je mogoče tudi prav, da se dobra kultura in dobra volja preselita iz ene v drugo. Zmenjeno, važi. Današnja tema celotne konference je seveda trajnostni menedžment. Večina se nas tukaj sprašuje, eni veliko bolj vedo, eni ne, jaz osebno se še to zelo veliko učim, kaj v bistvu je to trajnostni menedžer, ne? Kdo to je, kakšne so njegove naloge, kakšne so njegove zadolžitve in zdaj znotraj vsega tele velikih poplav nalog, ki nas čakajo kot take, je ena od ključnih stvari tudi strategija. Zdaj, zadnje mesece ali pa zadnjo leto dni se srečujemo na trgu z različnimi podjetji in vprašanja kar dežujejo. A se da naročiti eno strategijo trajnosti? Lahko 20 dek ali 30 dek. Zavijem za sabo, boste pojedli kar tukaj. In potem pravijo, v redu, ampak to očitno se da naročiti. Da, seveda, ni panike, dobili boste papir, nesel ga boste k direktorju, nekdo ga bo poštemplal in do drugega leta imate mir. No, seveda, razen, če ne boste mogli vmes poročati in bo nekdo pregledal, kaj ste v to strategijo zapisali in seveda pogledal, kakšni so rezultati. Tako da, Darja, zelo hvala za dobro predavanje, zelo konkretne stvari. Naš namen okrogle mize pa je, da pogledamo, kako to izgleda v slovenski praksi. Ko je Ana zbirala sogovornike v okroglo mizo, sem rekel, wow, the best, končno, da ne bomo imeli samih nekih ogromnih firm, ki že 20 let vse vejo, dajmo imeti to zmešan na način, da se najdemo v malo drugačni zasedbi, tako da z nami, kot je Ana predstavila v začetku, so velika podjetja, so SMI, so manjša podjetja in ful imajo različne stvari in ful imajo različne izkušnje. Eni imajo strategije že močno zapisane, eni, ko bova začela z Melanjo, imajo zelo ukoreninjeno v kulturi, če sem se pravilno naučil, ne, iz okolja, ki prihaja. Eni se pa, Štefan, tako, se pa še malo začenjajo loviti, ne, ampak so taki hrabri, pogumni, ne. In verjamem pa eno stvar, ki imamo vsi skupaj, ne vemo še čisto točno, kaj moramo narediti. Ne vemo še čisto točno, kako mora biti zapisana. Zagotovo še ne vemo, kakšna je popolna razlika med trajnostno strategijo, poslovno strategijo, kje se najdeta v jedru poslovanja. Pa bom začel z Melanjo. Prosim lepo. Melanja, kako pri vas v Elanu izgleda priprava trajnostne strategije? Jo imate kot nek tak težek dokument? Kako to izgleda v Elanu pri vas? Če malo naokrog odgovorim, jaz sem v Elanu zdaj že 12 let in prav zares, odkar pomnimo, nekako merimo napredek. Smo tekmovalno podjetje, smo pač ta tekmovalni duh imamo v svoji krvi od prebijanja mej, inovacij znotraj naše industrije in jasno tudi do tega, da želimo biti boljši, delovati boljše. In meni je bilo od samega začetka že fascinantno, da ne glede na to, kakšne vse korake smo dosegli, in dve kolegici sta tudi tukaj, predvsem bila sta odgovorna za beleženje vseh rezultatov, da kadarkoli smo pogledali rezultate, nikoli nismo bili zadovoljni, ker vemo, da je mnogo drugih izboljšav še ali pa še bistveno večje izboljšave, ki jih lahko naredimo. In ne glede na to, da smo edino podjetje v branži, ki delamo na eni lokaciji, da imamo nabavno verigo zelo skrčeno na več kot 80% vseh izdelkov, ki jih vgrajujemo v produkte, prihaja znotraj 400 km okrog podjetja, 20% samo iz Slovenije. In lani smo začeli to ravno zaradi porasti, popularnosti, trajnosti, pa resnično aktivno komunicirati in magija se je resnično zgodila. Ne samo, da so se pojavili mnogi dodatni projekti, velike aktivnosti, jasne aktivnosti in pa tudi bistveno močnejša potreba po eni ambiciozni, novi, sveži strategiji. Super, torej ogromno počnete na področju trajnosti, ampak v imenu te okrogle mize, ali imate to zapisano v dokumentu in kako debel je? Imamo zapisane cilje, torej kaj želimo izboljšati, trajnostne strategije pa
z naslovom trajnostna strategija nimamo. Se pravi, to v bistvu že počnete, papir pa še pride, če prav razumem. Ja? Na ta način. Tako, ampak papir, ki pride, pa resnično verjamemo, da bo bistveno bolj ambiciozen in da bo tudi usmeril v krožno poslovanje. Odlično. Larisa, pri vas A1. Najbrž trajnostno strategijo imate, tudi če ne, pa vprašanje je sledeče. Ali je bila to iniciativa, ki ste jo naredili od spodaj navzgor, ali je veliki lastnik prišel in vam povedal, kaj morate storiti? Kako izgleda to pri vas, trajnostna strategija, kakšno imate in kako nastane trajnostna strategija v A1? Veliko vprašanj si mi dal, Žiga. Najprej, ampak začela bi v bistvu z 7 let pa pol oziroma skoraj 8 let nazaj za mojo odločitvijo, zakaj bi se pridružila k Simobilu. Takrat je bil še Simobil. Eden od ključnih razlogov, da sem se odločila za Simobil, je bil ravno ta njegova trajnostna nota, ki jo je Simobil vedno imel in je bil za moje pojme, je bilo podjetje, ki je bilo vodilno v trajnostnem poslovanju že 10 let nazaj. Za Sivodo in ostalimi stvarmi, ki jih je Simobil počel. Tako da to je bil, torej, pri nas ni to od včeraj. Je, bi rekla, pri nas kar v DNK-ju zapisan že kot podjetje Simobil. Fejs pomemben je, da seveda vodstvo, torej CEO, resnično verjame in živi trajnostno. Ne vem, če kdo spremlja Dejana Turka po socialnih omrežjih, ve, da vsako leto pobira smeti po otoku Lastovo na Hrvaškem, pa ne zato, da bi se hvalil, ampak zato, ker verjame, da je to tako treba s svojimi otrocmi in vsako leto jih še zraven pripeljajo kakšne druge. Torej, ja, lažje je, ko si del večjega podjetja, kjer vodstvo verjame, da so to prave smeri za dolgoročen uspeh podjetja in ne samo za uspeh podjetja, za, bomo rekla, čisto vest vsakega posameznika. Seveda pa pomaga, če imaš to kot v podjetju tudi nekako zapisano in podprto strani, bomo rekla, supervisorje boarda izven in če je to resnično del neke strategije podjetja. Torej, pri nas je ESG v bistvu temelj vsega. Na naši strateški mapi je ESG osnova na nivoju grupe, ravno tako pa seveda tudi na nivoju vsakega podjetja, kjer poslujemo. Se pravi, v resnici delaš za dva lastnika, ki delita enako. In Simobil in kasneje nov lastnik, oba imata trajnost zelo v ospredju in to te v bistvu naredi dovolj srečno in ko imaš strategijo napisano, merljivo, potrjeno, v bistvu lahko upravljate svoje delo še bolje. Bi se kar strinjala s tvojim zaključkom, ja? Ni še zaključek, je bolj vprašanje, pardon, ne, ampak vseeno. Odlično, Polona, prihajate iz banke. Tam smo že imeli eno vprašanje iz bank danes, tako da moram ratati popolnoma previden v tem trenutku, da ga kaj ne vseka mimo. Prihajate iz banke. Zdaj, dve stvari nas bosta zanimale in sicer ena je, kako to v banki počnete in druga je, kako to vpliva na nas, ki smo gospodarski subjekti na trgu. Pa mogoče za začetek, Polona, kako to zgleda pri vas na SID banki? Imate trajnostno strategijo, kako nastane trajnostna strategija in kako je pomembna ta strategija za delovanje vaše organizacije? Pa bomo mogoče v kasnejšem delu se malo dotaknili, kaj pa vaše dobre odločitve pomenijo za naše nadaljno delo. Jaz se bom pridružila, da je bilo vprašanj zdaj zelo veliko. SID banka ni čisto navadna banka, ni komercialna banka, ampak je slovenska izvozna in razvojna banka v 100-odstotnem lastništvu države. In njen mandat, se pravi, mandat naše banke je nekje opredeljen že v samem zakonu. Smo banka, ki dejansko že v osnovi podpiramo trajnostni razvoj Slovenije, slovenskega gospodarstva, samo gospodarstva, skratka samo podjetij in to delamo še na področju tržnih vrzeli, tržnih in strukturnih vrzeli. Tako da tukaj imamo že zelo, tako v DNK-ju že zelo jasno napisan naš mandat, naš cilj in se mi dejansko s financiranjem oziroma samo trajnostjo ukvarjamo vsaj že 10-12 let, vse od našega začetka obstoja. Naša strategija, skratka ta trajnostna zelena strategija pa je dejansko integrirana v poslovno strategijo oziroma strategijo razvoja SID banke nekje od leta 2018 naprej. In sicer ne tako, kot danes govorimo o tem, kako se pač taka strategija pripravlja, ampak zgolj bolj kot neka strateška aktivnost, ki je dejansko banko, v bistvu banki postavljala neko usmeritev,
V letu 2018-2019, Nataša to dobro ve, smo bili nekako postavljeni pred dejstvo, oziroma mi temu rečemo en tak regulatorni cunami, ki je napovedoval en tak kup ogromnih regulatornih sprememb, ki so se pripravljale za bančni sektor. Tako da ta strateška aktivnost je bila dejansko namenjena najprej temu, da pogledamo, kakšen bo ta učinek tega cunamija na naše delovanje, procese, interne odnose, kadrovanje, se pravi upravljanje s tveganji. Tako da smo v bistvu tako v okviru te aktivnosti porabili vsaj recimo leto pa pol časa, da smo sploh razumeli, kaj se od nas pričakuje. Skratka, mogli smo ponovno prevrednotiti, ponovno tako pregledati, ali pravilno razumemo koncept trajnosti, kaj je trajnost v delovanju, kaj je trajnost v poslovanju, kaj je trajnost v financiranju, pogledati so nastajajočo regulativo, jo probati razumeti, implementirati in delati step by step v bistvu korake na tem področju. Zdaj nekje po 2-3 letih te izvajanja te aktivnosti smo se pač vrnili spet na naš začetek, da pa smo se začeli ponovno, potem, ko nekako smo uspešno ves ta proces recimo zaključili, delamo napredek, se ponovno sprašujemo o tem, kakšen je pa res dejansko naš ta osnovno poslanstvo pri spodbujanju trajnosti pri okviru financiranja podjetij, skratka, kar je to naš osnovni namen. Tako da, kako se bo to poznalo na gospodarstvu? Jaz bi tukaj rekla, eno izmed, vprašanje je bilo tudi, ali imamo podjetje oziroma imamo banko zapisane jasne te strategije, jasno, je bilo, In jasno trajnostno strategijo na področju financiranja je zelo težko zapisati z jasnimi konkretnimi cilji, in to sicer zato, ker je gospodarstvo oziroma ker je ta trajnost v gospodarstvu, ki je podprta z neprestanimi spremembami, tehnološki razvoj, kadrovski vidiki, skratka gre za nek tak proces, ki ga, če se osebno pač povem, v tem trenutku ga je zelo težko res celovito razumeti. Gospodarstvo, kakršno je danes, ne bo gospodarstvo čez 10 let. Tako da je zelo težko postaviti jasno vizijo, strategijo, kaj bomo dejansko danes financirali za to, da bomo prišli nekam v pravo smer na področju trajnosti čez 10 let. Tako da, vsekakor, financiranja zelenega prehoda, zelenih tehnologij je ključno, ni pa to vse. Gospodarstvo potrebuje veliko likvidnostnega kapitala, se pravi likvidnostnih sredstev. Niso zgolj zeleni projekti tisti, ki pač delajo spremembo na področju trajnosti v okviru podjetja, ampak gre za v bistvu neke take male, drobne procese oziroma neke male, drobne aktivnosti, ki jih ne moramo označiti kot zelene, ampak še vseeno financiramo spremembe v tem podjetju. Tako da je zelo pomembno, da ko mi rečemo, da financiramo nek trajnostni prehod, neke trajnostne prakse, da vzpostavimo neke take pokazatelje oziroma neke take indikatorje preko spremljave ESG-ev, da lahko vidimo v bistvu, kaj s svojim financiranjem, se pravi na posameznih segmentih na področju ogljičnega odtisa, družbenih praks in tako naprej, kakšne učinke dosežemo na dolgi rok pri financiranju teh podjetij. Tako da ne samo zeleno, predvsem jaz bi poudarila tako znova in znova, pomembno je financirati tranzicijo. Skratka, te male mikrospremembe, ki se ne zgodijo od danes na jutri. Mi ne moramo spremeniti ogljičnega odtisa od danes, od 1000 ton na 0 ton v enem letu, ampak počas to skozi spremljati, si postaviti ključne pokazatelje, to na letni ravni pač preračunavati, gledati in potem neke pač učinke iz tega računati. Ful, hvala. Oddahnil sem se, ker vidim, da je bankam skoraj enako težko kot nam v gospodarstvu. Tako da, super. Vidim, da je včasih več vprašanj kot odgovorov. Vsi smo na isti ladji. Ja, super. Ja. To vas pa za besedo držim večkrat, brez skrbi. Štefan, prihajate iz podjetja Telprom. IT podjetje, tudi hardware in vse. Vi ste pa en tak sodobnih, pogumnih mož, ki ste se na pot trajnosti odpravili pred kratkim, mogoče ne tako kot banke 10 let nazaj, mogoče ne tako kot recimo kolegica iz Simobila ali Elana prej. Kaj pa je vas gnalo, da ste šli na to pot trajnosti in kakšen je vaš odnos do tega, kje jo boste zapisali in bo na koncu nastala neka strategija ali kako boste to speljali? Lep pozdrav. Wow, kaj sem danes vse slišal. Nas je 22 v podjetju z lastnikom vred in nimamo trajnostne strategije.
ko mi čakam, da pridem nazaj v firmo in našemu ekspertu povem za trajnost, seveda, kaj vse bomo naredili. Ja, ne bom, ker ga nimamo. Torej, vsak od nas v podjetju bo mogel prevzeti določeno vlogo, en delček trajnostnega menedžerja, trajnostnega svetovalca, trajnostnega prodajalca, whatever. In s tem bomo potem vsak dan probali biti boljši, tako kot smo že na tem področju, kjer danes delamo IT storitve, hočemo biti vsak dan boljši. Nismo nič posebni, ampak vsak dan bi pa radi bili boljši pri tem. Omenil si serverje. Ja, glede na to, da imamo povečane stroške energentov, pa da imamo zamudo v dobavnih verigah, sem se kar danes odločil, da bomo mi probali ukinjati serverje pri strankah, ukinjati število aplikacij, jih boljš povezati, mogoče kaj preseliti kam v oblak, kjer je gostota teh virtualk večja, pa se zato manj energije porabi. Skratka, kar smo se zavezali je, da bomo naredili seznam ali pa nek kaži pot, ki nas bo vodil, da ne bojo odločitve čist naključne, tako kot so bile do zdaj, ampak da bomo počasi začeli namesto kratkih naključnih korakov delati strumne korake proti trajnostni strategiji skupaj z zunanjimi deležniki, ker v podjetju, kot je Telprom, pri toliko zaposlenih pač ne moramo si privoščiti človeka samo zato in tudi znanja nimamo dovolj, tako da upam, da nas boste sprejeli v ta ekosistem. Dobrodošli, ste že sprejeti, ne? Žiga, lahko jaz malo komentiram. Mislim, Štefan, ful mi je bilo fajn te poslušati, kar si rekel, in to je realnost velike večine podjetij v Sloveniji, za moje pojme. Malo podjetje, ki v bistvu nima dedicirane osebe ali celo ekipe, ki bi na tem delala, imajo pa strast, ne? In sam ne vejo mogoče, kje začeti. Torej, super začetek je sigurno Green Star vprašalnik, če tako pogledam, ker super gre čez vsa področja, ki so ključna v tej naši trajnosti, ne, na poti k trajnosti. Drugo, kar bi pa rekla, je pa fejst pomembno, pa to si že omenil. Mislim, da je za podjetja ključno razmisliti, oziroma ko razmišljajo, kaj jim je početi na poti trajnosti, da izhajajo iz svojih core kompetenc. To, kar počnete, in tukaj gledati, kako lahko stvari naredite učinkovitejše, z manj porabljenih resursov ali energetskih, kjerkoli energije v končni fazi. To so sigurno prve stvari, ki jih je potrebno narediti. Drugo, kar se mi pa zdi, mislim, mi smo to govorili, pa smo videli tistih 17 ciljev trajnosti, mislim pa, da 3 manjkajo, ne? In to je pohlep, ne? Sebičnost, ne? Ja, predvsem ta 2 posameznikov, oziroma ne posameznikov, vseh nas, oni drugi lahko šparajo, ne? Jaz pa ne bom, recimo. Treba začeti pri vsakmu pri sebi, ne? Drugo pa sama edukacija v organizacijah. Mislim, treba je te trajnostne aktivnosti ali pa delovanja res prevesti na te male stvari, ki dnevno se lahko delajo boljše, varčnejše, drugače. To se mi zdi ključno. Tako da absolutno verjamem, da si in ste na pravi poti. Ja, v bistvu message je bil tudi ta, dajmo začeti pri sebi. Konkretno jaz sem zbrisal pol aplikacij na mobilnem telefonu in se ful boljš počutim. Pa s kolesom sem začel v službo hoditi. No, nazaj k strategijam, hvala za ta del vmes. Nazaj k strategijam, pa bom izval še enkrat Polono, Antonija, takoj bova. Bom izval še enkrat Polono, super. Pred kratkim sem prebral enem velikem slovenskem časopisu intervju z damo iz bančnega sektora, ki je napisala: ne hodite mi več na banko brez trajnostnih strategij. A mi lahko pomagate, ni bilo iz vaše banke, ampak vseeno, kako pa na vaši banki na te stvari gledate, kakšen je vaš odnos do tega? Ste že v tej fazi, ko v bistvu za določena financiranja pričakujete, da imajo podjetja, imamo že strategije, ali je dovolj, da pridemo tako, ko se Štefan tega lotuje, recimo bolj na začetku z nekimi KPI, usmeritvami in bi bilo to potem dovolj za pridobiti financiranje? Saj tako, kot sem rekla, tranzicija je proces, no. Tako da
Pri nas zaenkrat, če ne pričakujemo, ne, da imajo podjetja, predvsem MSP-ji, da že imajo pripravljene strategije tranzicije v brezogličnost oziroma v to trajnostno poslovanje. Se zavedamo, da dejansko so MSP-ji osredotočeni na izvajanje njihove osnovne dejavnosti. Sigurno, mislim, zelo velika verjetnost je, da nimajo osebe specializirane za področje trajnost, da seveda o tem razmišljajo. Ne. Sigurno sem prepričana, no, da je skoraj vsako zdaj podjetje že nekako seznanjeno s temi koncepti, da o tem razmišljajo. Ne. Je pa tako, no, banke dejansko tako, no, smo dejansko tudi pred soočene z dejstvom, da, se pravi, gre za regulatorne zahteve, da ob odobravanju kreditov potrebujemo ESG podatke. Ne samo zato, ker bi te pač podatke potrebovali kar tako, ne, ampak regulator od nas zahteva, da preko obravnave podjetja z vidika ESG dejavnikov znamo ocenjevati tudi ESG tveganja, predvsem podnebna tveganja. Ne. In da znamo svoje strategije upravljanja tveganj prilagajati in se pravi jih nekako integrirati v naše razvojne strategije. Skratka, še do zdaj se še ni zgodilo, no, da bi bilo katerokoli podjetje ne bi dobilo kreditov zaradi tega, ker nima pripravljene trajnostne strategije. Smo veseli vsakršnega podjetja, ki pokaže kakršenkoli napredek pa interes, ne, na tem področju. In se pa zavedamo tudi mi, da bomo dejansko v bistvu tudi finančne inštitucije in po vsej verjetnosti predvsem SID banka, da bo morala malim podjetjem tudi pomagati, ne, na tej poti prehoda. Oziroma, ko jih bo financirala, dejansko, vkolikor bo podjetje se zavezalo k temu, da bo naredilo nek določen napredek na tem področju, ne, če bo dobilo zaradi te zaveze neko ugodnejšo obrestno mero, ugodnejše pogoje financiranja, jih bomo mogli v bistvu tudi malo spremljati pa usmerjati. Pa, ne. Tako da neka storitev podpore vsekakor je tukaj načrtovana, ravno zato, no, da ta podjetja MSP-je podpremo v tej zgodbi. Ne. Super, hvala. Antonija, pokazali ste nam super rešenje ESG SAP. Moje pitanje za vas je, da li ima smisla ili kada ima smisla da ga implementiramo? Da li treba da čekamo da imamo najprije napisanu recimo strategiju ili možemo da implementiramo to odmah i da izmjerimo neke KPI-ove pa da vidimo ako prođe recimo kroz banku. Znači, da li možete da krenete raditi odmah ili čekate prvo strategiju da možete da odradite svoj posao? Ja se toplo nadam da ćete me svi razumjeti sada na hrvatskom, pokušat ću što sporije pričati. Pa svakako mislim da ESG strategija je dobro polazište, ali ne treba biti ishodišna točka iz koje biramo IT rješenje koje će nas pratiti na tom putu. Kao što sam bila prethodno rekla, mislim da je zapravo ESG report kao takav ta nekakva početna dijagnoza koja nam pomaže da onda i oblikujemo ESG strategiju, postavimo određene baseline u odnosu na koje ćemo se uspoređivati, kao i targete prema kojima idemo. Tako da u tom smislu čak bi rekla da je to mjerenje nekakva početna točka od koje možemo početi i oblikovati strategiju. Jer pri samom mjerenju znamo i sami kako kreće taj put ESG izvještavanja. Prvo definiramo i određujemo zajedno sa različitim nizom dionika ta neka naša materijalna pitanja. Svjesni smo toga da ne možemo adresirati sve u kratkom roku, nego određujemo one prioritete na koje ćemo se usmjeriti i unutar tih prioriteta isto tako postavljamo KPI-eve, targete i baseline koje ćemo pratiti. Tako da svakako mislim da ESG strategija je nešto što je prijeko potrebno imati. Da li je to sad zapisano u zasebnoj strategiji ili dio posebne strategije, ja svakako mislim da ono što nam regulative najavljuju je to da će se te dvije strategije sve više približavati i integrirati, međusobno prožimati. Zapravo sustainability postaje name of the game. Tako da u tom smislu za par godina nećemo uopće govoriti o tome da li ćemo imati odvojene strategije, nego ćemo govoriti o jednoj integralnoj poslovnoj strategiji unutar koje će ESG biti ključni, neki od ključnih čimbenika.
Okej. Da, tako da. Ok, hvala. Znači, more headache, kako je Jeremy na početku rekao. Super, digital sustainability, još more headache, super. Melania, kako pa sicer pri vas poteka ta proces? Kdo se pa vse vključuje, kad delate te razne cilje in KPI-je? Kdo od kolegov je pa vse vključen pri pripravi strategije, čeprav to še v posebnem dokumentu ni zapisano? Mi sicer na strategiji aktivno delamo. Pri nas se strategija prepleta med poslovno strategijo blagovne znamke in pa trenutno so pač cilji, jasni, merljivi KPI-ji zapisani kot del poslovne strategije. In tudi v prihodnje vidim, da bo sustainability strategija prav zares del poslovne strategije, ker smo eno podjetje in prav zares vsa področja in vsi nivoji podjetja morajo delovati v eno smer in tudi poznati svoj zakaj. Tako kot zelo jasno vemo pri blagovni znamki, zakaj delamo, kar delamo, zakaj pridemo vsak dan v službo, koga inspiriramo. Tudi sustainability strategija se mora sovpadati za tem, mora nas peljati v isto smer in kdo se pri nas za to odloča, prav zares smo zelo vključujoči, v določenih delih leta vključujemo prav zares vsakega zaposlenega, ki se želi priključiti Early Innovation programu, do tega, da zdaj 3 ali 4 na leto sedimo v poglobljeni skupini 12 kolegov, direktorjev in pa nekaj vodij drugih pač področji. Tako da resnično vključujemo vse poslovne funkcije, pa sploh glede na same trende dodajamo ali digitalno funkcijo ali nabavno funkcijo v večji, rečemo, prezenci v to skupino. Super, hvala lepa. Larisa, enako se bova vprašala oziroma bom enako vprašal in prosil za odgovor. Kako pa pri vas poteka zdaj, da imate dokumente zelo urejene, ne mi zameri, če rečem nemško, ampak vse popisan, si predstavljam, vse super narejen. Kako pa pri vas poteka ta postopek nastajanja strategije? Moram reči, da jih imamo v bistvu res kar lepo urejene pa popisane. To lahko Ernst & Young potrdi od včeraj, ko smo imeli audit, sicer ne slovenski, ampak avstrijski. Cel dan smo skupaj sedeli, pregledali, mislim, iz leve, iz desne, do spodu, do zgori, po vseh ovinkih so nas pregledali, pa so bili zadovoljni. Tako da je kar odlegal, ne samo meni, ampak celotni ekipi. Torej ekipa je potrebna, v bistvu iz vseh oddelkov ljudje potrebni, tako kot je Jeremy danes zjutraj na začetku govoril, v odločitvah morajo vse strani biti nekako vključene. Pri nas smo v bistvu, in na to sem tudi kar ponosna in mislim, da je to kar tudi ključna zadeva, da nekako trajnostna strategija hitreje zaživi in pokaže, obrodi sadove. In to je, da so v bistvu, da je vodstvo nagrajevano za doseganje ciljev, ne. Pri nas je naš, torej, krovno odgovoren naš CEO, ki je CEO podjetja A1 Slovenija in A1 Srbija in eden od ključnih KPI-jev njegovega letnega bonusa so tudi dosega ESG ciljev. Potem sem ocenjevana tudi jaz, ki sem v bistvu na nivoju vodstva operativno odgovorna za trajnostno strategijo v Sloveniji in Srbiji. O tem je odgovorna tudi Zlata. Zlata je ESG menedžer v A1 Slovenija, ki vodi, koordinira operativni tim, ki dela na aktivnostih. Imamo pa aktivnosti postavljene v bistvu in iz E, in iz S, in iz G. Ne, tako da. Ja. No, če ste preživeli tak resen audit, pa verjamem, da je vse to tako lepo urejeno, ne. Bonuse praviš, super, se pravi, če dosežete stvari, kakšni pa so, pa bom tako vprašal, tega po mojem še nismo prebrali vas. Kakšno je razmerje med bonusi za trajnost pa za drugo poslovno uspešnost? Dobra, torej, v bistvu približno 20% predstavlja ESG od celotnega target bonusa. Super. A ostala podjetja imate tudi tako KPI-je? Roke gor, kdo ima KPI-je na trajnost? Pa kdo bo dobil bonus decembra, no, za trajnost? Ena roka, še ena bankirka ima tudi bonus na trajnost, v redu. A pri vas na SID banki imate tudi bonuse na trajnost na konc leta?
Že zadnjič Larisa me izvala, ne, pa sem rekla, da bom preverila, pa nisem šla čist Imamo KPI-je, ampak kako smo pa iz tega nagrajevani, pa nisem šla pol po prvič povedam preverjati. Nič hudega. Ampak Bomo sigurno prebrali, ob koncu leta sigurno še ne bo nagrad, ne, nekaj časa kljub vsemu podjetja rabimo, da jih pač ti KPI izračunamo, ne. Ni tako konc decembra razvidno, kje smo, ne, tako da mogoče tam nekje januarja bomo pa že vedeli, ne. Zanimivo, pri obnovi kreditov se mi večkrat dogaja to, da banke zahtevajo podatke že do 15. januarja, ne vem, kako je z ostalimi, ampak v redu, šalo na stran. Zelo lepo, da okay, imate te stvari, verjetno boste šli v to smer, ste že dolgo let v tej trajnosti, omenila si leto 2018-2019, v bistvu prvo stopničko, tako kot predstavlja pri Ernst & Youngu, se pravi, kje hočem imeti regulatory requirements minimalno, tečete nov krog, pa vseeno bi še vprašal to, kdo pa pri vas potem sodeluje, glede na to, da ste banka, imate malo drugače organizirane oddelke, kot jih imamo v gospodarstvu, kdo je pa pri vas vse vključen v nastajanje vaše trajnostne strategije? V osnovi smo to dva oddelka, in sicer oddelek za raziskave in strategijo in oddelek za trajnostni razvoj. Mi smo krovni nosilci priprave trajnostne strategije. Potem samo priprava vsebine, ciljev, izvedbenih vidikov in ključnih pokazateljev uspeha so pa potem vključeni, oziroma vsaj zadeva je vsekako usklajena tudi z drugimi oddelki, ne. Gre predvsem za oddelek za upravljanje s tveganji, kreditnimi analizami, oddelek, ki trži produkte, in oddelkom za razvoj produktov. Tako da je potem v končni fazi usklajen širši tim. Na koncu pa vsekakor, ne, je pa v samo zadevo vključena seveda tudi višji menedžment in tudi nadzorni svet. Zadeva je pa vsekakor tudi usklajevana z našim upravljalcem SDH-jem, ki ima tudi svoja pričakovanja, ne, do družb v upravljanju na področju trajnosti. Smo videli, SDH je tudi eden od prejemnikov Green Stara, smo bili zelo veseli, gre vendarle za eno krovnih državnih podjetij za upravljanje državnega premoženja, tako da super, upam, da bo šle kaskadno stvari iz SDH-ja tudi navzdol v ostala podjetja. Štefan, kaj vas je prepričal, da ste začeli razmišljati o tej trajnosti? Prej ste lepo povedali, kako se boste lotili, povedali ste, da boste vsi v firmi malo vedeli o tem, imate kar neke cilje že napisane, ki bodo na 4 strani, naj vas potolažim, da so v resnici to kar dobri KPI in dobri nastavki za strategijo, če bi šli narediti malo po lažjem, hitrejšem načinu kot sicer. Kaj vas je pa prepričalo to? Je to konkurenca? Ste se zakonodaje ustrašili? Je kakšna banka na vas pritisnila? Kaj se je moglo zgoditi, da ste začeli razmišljati o tej stvari? Bi izpostavil dva ključna dejavnika. Prvi se mi zdi pa danes ta dogodek je to še potrdil, ker je to enostavno prav. To je zdaj treba začeti delati. To zdaj tukaj ni več debate. Drugi je pa ta, da v bistvu na nek način hočemo prehiteti te pritiske, ki z vseh strani zgleda prihajajo. In smo pač tudi v dobavni verigi z velikimi podjetji, smo storitveno podjetje, tako da dobavljamo naše storitve tudi večjim podjetjem, in prej ali slej bojo nefinančna poročila tudi na nas padla, in to moramo mi čim prej znati obvladati, tudi zato, da bomo lahko potem izobraževali manjša podjetja, kot smo mi, ali pa kupce, pa dobavitelje, ki tega še ne bojo počeli, pa mogoče tudi kakšna storitev z tega pade, ne. To je to. Super, hvala. Antonija. Idemo ovako. Znači, kod vas kao konzultanta naručim vaše SAP sistem, vi dođete, postavite sistem, sve je u redu. Sada kao management vidim rezultati koje vaš sistem izbacio nisu najbolji. Da li treba da menjam sistem ili kako bi mogao doći do boljih rezultata? Dobro pitanje. Pa naravno, mislim, ocijenit ćemo sistem na kraju svakako i mjerit ćemo njegove performanse na temelju određenih kriterija, ali sam ESG performance kompanije ovisi najviše o akcijama koje ćemo primijeniti. ESG report sam po sebi ništa ne mijenja, naravno daje nam pregled stanja onoga gdje smo i
kako napredujemo, ali upravo to oslobađanje vremena koje sada dobro znamo ako trenutno još manualno obrađujemo sav taj niz podataka koje trebamo prikazati u našim ESG reportima, zapravo uzima ovo dragocjeno vrijeme ESG profesionalcima unutar kompanija koje bi zapravo mogli posvetiti da provedu nekakve konkretne akcije i kampanje koje će onda stvarno usmjeriti djelovanje kompanije prema poboljšanju ESG performansi. Vidjela sam baš nedavno jedan graf koji prikazuje tipa koliko vremena ESG profesionalci provedu samo prikupljajući podatke i pripremajući sustainability report i koliko vremena zapravo provedu provodeći nekakve konkretne akcije u ESG-u. To ispada negdje, ako se dobro sjećam, kolege će mi pomoći, mislim 90 naspram 10%. 90% vremena se provodi ovog ESG vremena koje imamo ako smo tipa full time ESG professional, provodimo pripremajući sam report, a 10% vremena otprilike možemo zapravo posvetiti provođenju konkretnih nekakvih akcija, inicijativa, ulaganju u tehnologije i slično koje će nam pomoći zbilja da budemo učinkoviti na tom putu održivosti. Puno hvala. Ana že kaže, da se čas gre proti koncu, pa vseeno bomo zavrteli še eno kratko vprašanje. Iz vaših napisanih in nenapisanih strategij in strateških smernic izberite eno in jo povejte, katera bo najpomembnejša v naslednjem letu. Melania, lahko začnemo kar pri tebi, prosim. Oj. Ker vroča žogica. Mi smo si zadali tudi na osnovi tega vprašalnika tak cilj, da gremo proti brezogljičnemu odtisu do leta 2030. Zelo, zelo ambiciozno, tako da vse akcije tečejo v to smer. Bi pa sem poudarila za konec, ko govorimo o trajnosti, smo zelo zeleno obarvani, pa zelo, zelo veliko razmišljamo o okolju. Zelo pomembno je tudi dati poudarek na druga dva stebra, torej in na ljudi in na profit, ker če vse tri enakomerno tehtamo, smo lahko dolgoročno trajnostni in ostanemo v biznisu. Odlično, hvala. Štefan, kaj bo tisti cilj med vsemi polnimi idejami, ki jih pridobivate, kaj bo tisti cilj, ko ste rekli, to bomo pa res naredili drugo leto? Ja, prva stvar bo ta kažipot, druga stvar bo, da bomo bolj poskušali v podzavest vseh zaposlenih vcepati trajnostne koncepte. Če to dvoje naredimo, smo že zmagali itak. Drugače pa z tehnološkega vidika verjetno bomo probali podaljševati življenjsko dobo strežnikov, da ne bo toliko novih kar naprej. Poskušali se bomo koncepta lotiti na ta način, da bomo tudi tovarniško obnovljene komponente vgrajevali, tako da v to smer bo šlo naše razmišljanje. Polona, enako vprašanje, pa ker vidim, da gre mikrofon že v roko, ga bom še rahlo zašpičil na koncu. Lepo je bilo povedano, da smo v istem čovnu. Torej med vsemi temi trajnostnimi cilji, ki jih imate, kjer bo najbolj pripomogel, da bomo gospodarstvo in banke v istem čovnu enako napredovali? Ja, SID banka se je že v svoji politiki trajnostnega financiranja zavezala, da postane brezogljična banka. Zaenkrat postavljen cilj do leta 2050. Takrat nas ne bo več, mislim, mene v banki najbrž ne. Pot do tja je še dolga, ampak vsekakor namen je resen. No? Tako, mi smo si za 2030 zadali tudi konkreten operativni cilj, da zmanjšamo emisije obsega 1 in 2 in tiste del emisije obsega 3, ki jih imamo že uspešno popisane za minus 50%. Zato tudi spisali ukrepe oziroma pač nekako nabrali ukrepe, pregledali finančni načrt oziroma pač pregledali zadeva izvedljiva, kako je izvedljiva, koliko offsettinga potrebujemo. Tako da to je vsekakor zaveza, ki izhaja iz načrta razogljičenja SID banke. Druga stvar, no, ki je pa v bistvu tako, no, ki se pa lahko tudi v učinkih začnemo pogovarjati, je pa to mi lansko leto oziroma za leto 2021, če nismo uspeli pogledati kakšen oziroma oceniti, kakšen je ogljični odtis našega portfelja oziroma koliko
emisij CO2 oziroma emisij TGP povzročimo za eno enoto financiranja našega gospodarstva. Ne? In pač naša zaveza bo, da v letu 2023 to oceno za leto 2022 naredimo. Skratka, da sploh, ko govorimo o podatkih, zbiranju podatkov, skratka, ves ta energijo usmerimo v to, da do teh podatkov pridemo, da sploh vidimo, kje smo. Ne? Če ne vemo, kje smo, je težko delati zavezo brezogličnosti do 2050. Ne? Lahko to postaviš, ampak ne veš pa, po kakšni poti boš hodil, če tega dobrega pregleda nimaš narejenega. Ne? Tako da to si v letu 2023 želimo in bomo naredili, da vidimo, kakšno imamo stanje, se pravi, kaj financiramo in koliko ogljika oziroma katere industrije financiramo. Ko bomo to imeli, bomo lahko tudi o naši poti, ne, oziroma stroških zmanjševanja tega odtisa govorili in o učinkih potem našega financiranja. Cenejši krediti, hvala, to sem čakal. -20, zakon smo se preučili, ne? Ja, super. Težko govoriti, no, prav cenejših, seveda tudi cenejših, ampak jaz bi tukaj poudarjala o ugodnejših kreditih in pogojih financiranja. Ne gre zgolj za obrestno mero, gre tudi za moratorije, za nižja zavarovanja, za večje prevzemanje tveganj, daljše ročnosti odplačila in tako naprej. Skratka, za širši spekter podporno, ki jih... Se veselim, dobre stvari nas čakajo. Larisa, kaj bo tista ena ključna točka za naslednjo leto? Jaz bom v bistvu izpostavila eno, ko sem najbolj strastna glede nje, in to je v S-domeni. Pa fejst sopada za našo core kompetenco, ker v bistvu mi imamo internet in varni internet in kibernetska varnost, da so ključne stvari, kjer mi absolutno imamo vpliv. Ne? Ne vem, če ste zasledili, ampak mi smo kar veliki podporniki uporabe, torej varna uporaba interneta za otroke z spletnimi brihtami. Naslednjo leto, 16. februarja, bomo delali eno veliko stvar za Slovenijo. V bistvu je vključenih že koliko zlata? 17,000 otrok iz 120 osnovnih šol ali približno toliko širom Slovenije. Bomo istočasno v bistvu delali kviz varne uporabe interneta in štartamo na Guinnessa. Torej, v bistvu bomo zapisani v Guinnessovo knjigo rekordov glede števila istočasno izpolnjevanja pač kviza, kakršnega koli kviza, no, ampak to je za otroke in za dobrim namenom, torej učimo jih varne uporabe interneta. To je sigurno meni najbolj strasten cilj naslednjega leta. Hvala. Antonija, za vas isto pitanje na kratko, ko je ona stvar, koju ćete napraviti kod sebe u kompaniji sa SAP-om, koja je ona bitna stvar koju ćete napraviti u sljedećoj godini? Pa ako se sjećate iz taksonomije, imamo na 3 različite vrste aktivnosti, pa je tu nekako IT sektor i telekomunikacijski sektor identificiran kao onaj enabling sektor koji drugim kompanijama i drugim sektorima na neki način pomaže u toj tranziciji. To smo već vidjeli u digitalnoj transformaciji i istu stvar zapravo želimo postići upravo i sa ovom održivom transformacijom, ako ćemo je tako nazvati. I ono što zbilja želimo u idućem periodu nastaviti raditi je zbilja našim klijentima i partnerima nastaviti nuditi rješenje koje će im osloboditi ovih 90% vremena koje trenutno provode skupljajući podatke, analizirajući ih manualno i slično i osloboditi to vrijeme da se zbilja mogu posvetiti akcijama koje će poboljšati njihov ESG performance. Povedali so vse. Hvala lepa.